Župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, je v petek v sejni sobi občinske stavbe pripravil sprejem za dijake in dijakinje Srednje šole Slovenska Bistrica, ki so dosegli izjemne dosežke na državnem in mednarodnem nivoju. Med njimi je tudi Katarina Gril, ki se je uvrstila na mednarodno matematično olimpijado, ki bo julija na Japonskem. Torej, odkot pravzaprav to veselje in ljubezen do matematike? Matematika mi je bila všeč že od majhnega, potem sem nekako začela, enkrat, ko sem prišla do konca osnovne šole, sem začela več tekmovati in potem, ko pridejo neki dosežki, pride tudi večja motivacija in pač vse gre eno z drugim. Ko sem prišla v srednjo šolo, sem pa začela odkrivati tudi mednarodna tekmovanja in pa olimpijade in pač to je nekaj čist druga veja matematike in je nekaj čist novega in to me zdaj res veseli trenutno. Kot rečeno, kljub vsem tem priznanjem in dosežkom ostajaš skromna. Je tako, kaj ti pravzaprav pomenijo ta priznanja? Meni predvsem priznanja pomenijo neki dokaz, da dobro delam, da je nek trud, vseeno se nekaj poplača. Največja nagrada bo zagotovo tudi na mednarodni olimpijadi na Japonskem. Kako se pripravljaš, kakšna so pričakovanja? To je zelo velika stvar, to je največje tekmovanje za srednješolce na svetu v matematiki. Tako da jaz se pripravljam na to že praktično zadnje 4 leta, pomalo, zdaj zadnjih par mesecev pa res še bolj intenzivno. Jaz na vsako tekmovanje drugače grem brez višjih pričakovanj, predvsem zaradi tega, ker je vsako tekmovanje malo drugačno in je zelo odvisno od tega, kako se počutiš tisti dan, kako so ti naloge, tako da je pač samo lažje iti brez pričakovanj. Kje boš nadaljevala študij? Zaenkrat bom nadaljevala študij v Ljubljani, bom študirala matematiko, splošno matematika. Zdaj, kaj bo pa dalje, bomo pa videli. Ravnateljica Srednje šole Slovenska Bistrica, magistra Eva Pučnik-Ozimič, na sprejemu ni skrivala zadovoljstva. Ja, tudi sama tako ocenjujem. Zdaj, po dobrih 2 desetletjih in po vseh dosežkih smo vsi postali, tudi zaposleni, že toliko samozavestni, da to lahko z veseljem potrdim. Na izjemne dosežke slovenjebistriških srednješolcev je ponosen tudi župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar. Najprej gre vsekakor priznanje in čestitka vsem dobitnikom priznanj. Ta opus priznanje je zelo širok, ni samo vesoljski. Gre pa seveda za to, da je najprej priznanje za talent, predvsem pa za delo. Vemo, da talent lahko zelo hitro ugasne, če ni zadaj dela in na nek način so vsi ti dobitniki priznanj tudi lahko in priča sem zgled mlajšim generacijam, ki prihajajo. Tako da je možno tudi v Slovenski Bistrici doseči pravzaprav vrhunske vesoljske, če hočete, rezultate. Gre pa seveda tudi za priznanje Slovenske Bistrice tako šoli, tukaj pri nas v Slovenski Bistrici priznanje sigurno govori o tem, da je kvalitetno delo, tako da je seveda priznanje vsem mentorjem, ki pravzaprav so tisti, ki spodbujajo to. Po drugi strani pa seveda nenazadnje tudi staršem, ki pač so sponzorji, ki skrbijo tudi za en del tega njihovega dela, tako da jaz jim seveda želim, da uspešno svojo kariero nadaljujejo, v to sploh ne dvomim. Pa da zdaj vem, da bojo seveda verjetno šli širom po svetu, to je tudi prav. Res je pa, da takrat, ko se gre po svetu, prav, da se ne pozabi, odkot se prihaja in da se pač na nek način tudi vrnemo. Zdaj, če se pa seveda še vseeno malo osredotočim na vsebino, jaz sem vesel, da je veliko priznanj iz tega naravoslovnega področja, ne samo vesolja, matematika in tudi vse ostalo. Mogoče zato, ker sem po naravi naravoslovec. Po drugi strani pa moram reči, da sem pa vesel tudi tega družboslovnega dela, ker je poudarek na jezikih, tudi seveda, kar se tiče našega jezika, vemo, da je recimo to področje, ki je z modernimi tehnologijami še posebej na udaru. Tako da v bistvu ne gre za eno celovito oblikovanje znanja in osebnosti in jaz sem prepričan, da še bojo naprej skrbeli na eni strani za svoj uspešen razvoj in s tem tudi za glas Slovenske Bistrice širom po Sloveniji in tudi preko meja.